Razstava Razširjeni vid prikazuje dela 20 slovenskih umetnikov in se ukvarja z vprašanji zaznave. Pri tem sledi širokemu spektru raznolikih praks zadnjih 50 let in takšen časovni okvir je izbran, ker lahko v začetku 70 let preteklega stoletja tudi v slovenskem prostoru beležimo uveljavljanje materialno naravnane umetnosti, ki pa z vpeljavo svetlobno občutljivih elementov umetniško delo odpira v prostor in v srečanju z gledalcem izpostavlja njegove nematerialne dimenzije. Postavitev je zasnovana na dialoških razmerjih med deli. V desni sobi prvega nadstropja nas v razstavo uvedeta sliki Ota Rimeleja, s katerima umetnik prenese komunikacijo z gledalcem na nematerialno raven svetlobe. Rdeča barva njunih robov in hrbtišča odseva okolico in kadar so takšne slikarske podobe osvetljene z dnevno svetlobo, se intenzivnost njihovega barvnega sevanja tekom dneva spreminja. Na ta način se povezujejo s kozmosom in z naravnim ciklom potovanja Sonca. Rimelejev mentalni ambient se prevesi v ambient Vinka Tuška. Za njegovo postavitev smo nekoliko spustili strop in se tako poskušali približati pogojem prve predstavitve na razstavi Neokonstruktivisti v ateljeju Moderne galerije leta 1970. Tudi to delo je mogoče brati v kontekstu povezovanja z vesoljem, ne zgolj zaradi lebdečih kroglastih oblik, ki spominjajo na planete, ampak zaradi spremenljivih odnosov med barvami, oblikami in prostorskimi vrednostmi. Če komentar Vena Pilona o pogledu nanje, še lepše bi bile plastične, letel na PVC kot nov material, ki se je uveljavil v 60 letih preteklega stoletja, je porajajoči se estetiki brezhibne strojne izdelave sledil Danilo Jejčič s komponibili in kompoziti. Z njimi se je odmaknil od klasičnega napetega platna k objektom, ki izstopajo iz stene in so zgrajeni po konstruktivistični metodi kombiniranja serijsko izdeljenih elementov, te so pravilnih geometrijskih oblik, natančno obarvanih ploskov in odsevov svetlobe na zglajenih površinah. Tudi delo Beti Bricelj zaznamujejo princip konstrukcije, ta sledi mrežnemu sistemu, naklonjenost geometrijskim elementom in spremenljivost sestavnih delov, ki lahko ustvari brezmejno število oblik celote. Minimalizem v barvi in ponavljanje osnovnega gradnika nadaljujejo črne slike Sandija Červeka, pri katerih umetnik zarezuje z lopatico v maso črne barve. Tako ustvarja armature, prek katerih kanalizira svetlobo in gibajočemu se pogledu razkriva njihovo spremenljivo podobo. Prvo sobo zaključuje videoinštalacija Vadima Fiškina z na prazno steno projiciranimi vrati. Ta se nenehno odpirajo in zapirajo. Izmenjava teme in svetlobo zapolnjenega prostora sproža razmislek o nasprotujočih si dimenzijah končnega in neskončnega, notranjosti in zunanjosti, fizičnega in nesnovnega ter realnosti in iluzije. Razstava vodi po hodniku mimo drugih vrat, interaktivnega dela, v katerem Nika Špan v galerijski prostor prenese banalno situacijo zvoka trkanja na vrata. S tem na humoren način vnese prekinitev v gledalčevo hojo in postavi pod vprašaj razmerje med vsakdanjim življenjem in umetnostjo. Z umetniškim delom, ki zareže v čas, se v polju fotografije ukvarja Peter Koštrun. Sama narava fotografije namreč ponuja iluzorno misel, da naj bi bila resničnost podobna tistemu, kar prikazuje. Ampak čas nastanka fotografije ni čas njenega ogleda, poleg tega pa umetnik konkretno prepoznavno podobo pokrajine abstrahira in zamaskira z ročnim nanosom rdeče barve, skozi katero opazujemo motiv. Čipkasto prosojni deli Blaške Križan v drugi sobi istega nadstropja nadaljujeta razstavo v smislu pomena geste.
Umetnica jo je ustvarila z natančnimi in tesno nanizanimi zarezami v papir. Gledalca izzivata v gibanju, z njegovim gibanjem pa migota tudi podoba. Na nezmožnost, da sliko zajamemo s klasičnim frontalnim pogledom, opozarja tudi delo Ksenije Čerče. Z uporabo iridescentne površine spreminja vizualno izkušnjo slike glede na kot opazovanja in vzpostavlja različne časovnosti dela. Izkušnjo časovno zanke, ki bi jo lahko opredelili kot občutek brezčasja, ponazarja objekt Dušana Fišerja. Struktura iz lesenih lestev nosi poloblo v obliki očesne leče, pod katero lahko gledalec stopi in se, kot je značilno za okuluse v arhitekturi, zagleda v svetlobo. V nasprotju z običajno rabo v vlogi medija, ki osvetljuje, je tu svetloba uporabljena za vstop v percepcijo, v zavedanje čuta vida. Sobo sklene delo Sanele Jahič Deregulirana vizija. Očala, ki imajo eno navadno in kalejdoskopsko lečo, pomnožijo podobo evrskega kovanca in predstavljajo umetničin komentar na obsedenost z množenjem vrednosti, kar je dominantna zapoved poznega kapitalizma. V drugo nadstropje nas upelje transparentno delo Sonorex Ksenije Čerče. Njegov naslov se referira na standardne audio kasete Sonorex, s čimer ga lahko povežemo z umetničinimi raziskavami na področju zvoka. Da v sliko uvaja svoje delovanje v polju drugih umetniških praks, nakaže tudi z imenom tehnike v kliniki za ekstenziologijo. Dematerializacija v smislu prosojnosti nosilca podobe, zvok in različne časovnosti so stične točke z na nasprotni steni prikazanim delom Edvarda Zajca, ki je leta 2014 v sodelovanju z zavodom Projekta Tol in Ksevtom uresničil vizualno-zvočni projekt Spektralni modulator. Gre za luminokinetično delo, ki prek računalniškega programa v realnem času v svetlobo modulira glasbo na osnovi 5 tonov, pri čemer je vsak izmed njih zastopan in sinhroniziran z eno barvo. S pomočjo ekranov in odsevi na steklih barva skupaj z zvokom vstopi v prostor. Sledi 7 kiparskih objektov v pleksi steklu in neonu Dušana Tršarja, ki z industrijskim značajem materiala predstavljajo glasnika novih umetniških smernic 70 let. Njegove skulpture niso več odvisne od zunanjega vira osvetljevanja, ampak svetlobo uokvirijo in jo nosijo v sebi. Dela iz druge polovice desetletja so vedno bolj monokromna, še bolj presevna in tvorijo postopen prehod v svetlobno dovzetna dela Uršule Berlot. Gre za lasersko izrezan preplet oblik na pleksi steklih, ki izhaja iz prostemu očesu skrite strukture nanodelcev magnetnih tekočin. Ker visijo stropa, gledalcu omogočajo, da se okoli njihovih spremenljivih odsevov sprehaja in postaja del njih. Individualno naravo zaznave in dematerializacijo osnovnosti v fotografijo vnaša DK. Z otegnitvijo podobe in zgodbe naslavlja domišljijo gledalca, da ta namerno poudarjeno praznino zapolni z lastnimi projekcijami. Če umetnik na primeru nerazkrite vsebine dela pokaže, kako nam uhaja njen pomen in zastavlja vprašanje, kako percipiramo svetlobo in temo, lahko čas štejemo za osnovno enoto subjektivnosti. Z izmuzljivo naravo vsakega trenutka v sedanjosti, ki se hkrati odvija na horizontih prihodnosti in preteklosti, nas na prehodu obeh sob soočata urna mehanizma Mete Grgurevič. Brez ključnih opornih točk v obliki številčnice in kazalcev postaneta zvočna inštrumenta, ki s tiktakanjem in zvonjenjem kažeta večne poskuse človeka, da bi čas z merjenjem tudi obvladal. V drugi sobi se najprej srečamo z zvočno inštalacijo Marka Batiste. V njej umetnik povezuje ambientalni zvok z usmerjenim zvokom, ki prihaja iz številnih virov na visečem objektu. Da bi gledalec dobil celovito zvočno informacijo, mora postati aktivni sprejemnik in okoli njega zakrožiti.
Hkrati s svojim telesom kot pregrado v zvočnem valovanju tudi sam postaja del arhitekture prostorskega zvoka. Sledi serija 5 videov Vuka Čosića, ki z uporabo izsekov iz ikoničnih filmov predstavlja prvo uresničitev gibljivih slik ASCII v polju umetnosti. Dinamično podobo, ki je hkrati tudi abstraktni znak kode, uporabi zato, da razgalja naravo novih medijev. Ti so radikalno drugačni od analognih, hkrati pa s tem opozori na širšo zgodovino nastajanja podob, njihovih transferjev in zastarevanja medijev. Sobo zaključi risba Nejča Slaparja, ki na prvi pogled spominja na računalniško grafiko. Umetnik jo je izvedel v linijskem rastru z 2-milimetrskim rotringom in preprostimi pomagali, kot sta šablona in krivulnik. V opartistični maniri nas z nizanjem rahlo modificiranih črt prepriča, da podoba vibrira, se napenja in poglablja.